Evo, lepo pozdravljeni na ta lep sončen dan. Danes bomo govorili v bistvu o osnovah tveganega kapitala. Šli bomo čez to, kaj lahko oziroma kaj so sploh skladi tveganega kapitala, kako delujejo, kako investirajo, kakšni so pogoji, skratka nekaj take res basic, pa mogoče lahko potem enkrat drugič gremo tudi čez kakšne bolj mogoče zahtevne primere. Z nami Krešo Gotovac iz sklada Silicon Gardens. Tako da Krešo, mogoče na kratko par besed o tebi in par besed o skladu. Velja. Najprej hvala, Elvisa, za vabilo. In pozdrav vsem tistim, ki ste se pridružili, oziroma če prav razumem, tudi tistim, ki bodo to naknadno poslušali, če sem prav razumel, da se zadeva snema. Ja. Kot je Elvisa rekla, se pravi, sem Krešo, sem eden od partnerjev v skladu Silicon Gardens, to je sklad tveganega kapitala iz načeloma Ljubljane, ampak naš pogled se je že dlje, rekel bi predvsem v Adria regijo, se pravi Hrvaška, Srbija in malo bolj južno. Mogoče bolj natančno pa, da gledamo founderje, se pravi Slovenija, Hrvaška, Srbija in iz te regije. Dejstvo je pa, da je v zadnjem času kar nekaj investicij tudi izven te regije, zaradi čist, bom rekel, deal flowa, ki pač prihaja iz različnih koncev. Zdaj jaz osebno sem pri skladu zadnjih 5 let, predtem sem bil pravzaprav na vaši strani, se pravi kot podjetnik. Neke firme sem vodil, nekatere firme sem ustanovil in vodil, ogromno enih zanimivih izkušenj pridobil skozi to obdobje. Zdaj, kot sem rekel, zadnjih 5 let pravzaprav sem prestopil na drugo stran, včasih se reče na temno stran, ampak ni res. V resnici je tudi ta stran zelo fajn lahko in še posebej v Silicon Gardens, ker pravzaprav gre za tako skupnost podjetnikov, ki je v enem določenem trenutku se odločila, da bo tudi finančno nekako vejo vzpostavila. Tako da uživam pravzaprav v delu z njimi, s to ekipo in tudi s startupi. Tako da jaz upam, da današnje odgovori, ki jih bom ponudil, vam bodo v pomoč. Mislim, da je na koncu nek Q&A, tako da boste lahko tudi vprašali bolj konkretno, če karkoli pozabim ali pa mogoče spustim. Sicer smo pa tudi jaz in kolegi vedno na voljo, bodi si na mailu, bodi si na LinkedInu, oziroma pač pocukajte za rokav, če nas kaj vidite. Mislim, da je to za uvod dovolj. Ok, super, evo zdaj vidim, da se nam še pridružujejo. Skratka, ja, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, dajte lahko tudi kar vmes, če lahko tudi, ja, če to dvignete roko, da bo res čim bolj konkretno in čim bolj na vašem caseu to, kar vas smatra, no. Skratka, dajva začeti s tem, da skratka, kaj sploh je kaj je tvegan kapital in kako se recimo razlikuje od, ne vem, financiranja, od drugih oblik financiranja, kot so, ne vem, bančni krediti ali pa, ne vem, od, ne vem, poslovnih angelov. Zdaj, ključna značilnost tveganega kapitala je pravzaprav, da je v ozadju organiziran podjem. Se pravi, da gre za pač sklad, investicijski sklad, ki na eni strani zbira denar od vlagateljev in pač ta denar potem nalaga v naložbe, konkretno se pravi za VC, to pomeni, da pač v podjetja inovativna, ki imajo velik potencial rasti, v zameno običajno za pač delež ali pa pač pravica do tega deleža. Kapital, ki ga vlagamo, je namenjen razvoju oziroma rasti, zdaj izdelkov, širitev, odpiranje novih trgov. Hkrati pa je pomembno, da vlagamo precej zgodaj v podjetja in takrat podjetja še nimajo razvitih nekih stabilnih denarnih tokov, nimajo možnosti uporabe zavarovanj, nimajo svojih nepremičnin in tako naprej, kar pomeni, da je to neka faza, v kateri pravzaprav bančni krediti recimo konkretno odpadejo, ker pač banke se ne bodo šle visoko rizičnega investiranja, rabijo zavarovanja, rabijo nek stabilen denarni tok in tako naprej. Zdaj, če primerjamo, se pravi, z poslovnimi angeli, oni so pač bolj na naši strani, večinoma so celo pred nami v igri pa za startupe, prej investirajo včasih ob nas, se pravi kot neke koinvesticije. Zgodi se tudi, da so določeni poslovni angeli, ki imajo več denarja na razpolago, tudi kasneje vključeni. Ampak generalno nekako primerjavi z poslovnimi angeli, VC imamo večje portfelje,
torej pač več denarja na razpolago, večje portfelje, kjer nekako tveganja probamo optimizirati. In se pravi, naša vloga v podjetju je aktivna, pri čemer pri angelih bi pa jaz rekel, da je običajno, vsaj pravilno, bi morali biti pa še večje. Angeli so velikokrat tisti, ki nekako imajo neke relevantne izkušnje iz panoge, v kateri delujete, in jih pravzaprav kot neke napol team memberje nekako sprejmete, ne, med se pravi, vložijo, hkrati vam pa pač odprejo tista prva vrata, mogoče dajo tiste prve informacije, ki nekako vam potem pomagajo navigirati do neke faze, kjer pa potem lahko recimo pač pristopite k VC-ju. Tako da neko visoko tveganje, visoko donosnost iščemo, imamo portfelj, v zameno za investicije iščemo, se pravi, delež v lastništvu vašega podjetja in pa pač nekako s nasveti, mentorstvom, povezovanjem in končni fazi tudi v naslednjih fazah rezanja naslednjih rund pač pomagamo z našimi povezavami in tudi seveda nasveti. Daj mi povej, rekel si, zdaj si o fazah govoril, v kateri fazi recimo največkrat vlagate? A so to res early stage, res še mogoče brez nekih prihodkov ali kakšen je vaš fokus? Ja, mislim, realno vsi skladi v regiji smo relativno podobni, no. Se pravi, to so manjši skladi, tudi v končni fazi naša regija. Običajno tista najbolj uspešna podjetja serijo A oziroma B že iščejo v tujini, včasih še prej, no. Tako da pravzaprav Silicon Gardens vlaga pre-seed, seed, to je rečemo temu sweet spot, Series A, bom rekel, zelo občasno, ko je mogoče še kakšen drug element pomemben za nas, ali pa če podpiramo že obstoječa portfeljska podjetja, ne, z nekimi follow-on investicijami. Tako da tisti pre-seed, recimo, pa seed sta ključni fazi, v katerih smo radi zraven. Zdaj to pomeni različne stvari, lahko je tudi pre-revenue, a ne. Lahko je tudi na bazi ideje, ampak nekako gre za nek miks, se pravi, na eni strani ideje, na drugi strani validacije, na tretji mogoče strani oziroma v tretjem koraku pa same ekipe. Se pravi, neka zelo izkušena ekipa, ki ima prava znanja oziroma komplementarna znanja, je ta nek rečeva founder market fit dober, bo verjetno prej dobila denar pri revenue idejo oziroma podjetje kot ekipa, ki je rečemo temu prvič v tem, ki nekako nima osebno track recorda, tam zelo verjetno bo pač malo bolj rigorozna, kar se tiče naše pozicije, kar se tiče, se pravi, validacije na trgu, nekega začetnega revenueja, pravzaprav najboljš revenueja od strank, s katerimi nič nimate, skratka, ki niso vaši prijatelji, pa niso iz vaše pač neke omrežja, neposrednega, no. Pa dajva biti čisto konkretna, kakšni so to običajno zneski, v kakšnem razponu vlagate? Zdaj, načeloma tukaj nekje med 300 do 500 tisoč evrov. Zdaj, sklad, s katerim trenutno investiramo, je naš tretji, lani je bil, mislim, da je bila prva investicija v juliju, tako da načeloma relativno nova zadeva, je pa razpon je mogoče malo večji, no. Tudi smo naredili tudi že investicijo 100 tisoč, ker gremo na nek, bomo rekel temu founders bet, kjer res rečemo, lej, ta oseba ali pa ta skupina bo nekaj naredila, mogoče ta ideja ni najbolj idealna, ampak želimo biti nekako blizu. Smo pa tudi večje zneske tam do milijon investirali, kjer je mogoče bila ekipa toliko naprej že z svojimi izkušnjami, nekako track recordom in tudi s valuacijo, da se nam je zdaj smiselno za tiste procente, ki jih nekako na drugi strani želimo dobiti, dati pač malo več denarja že v tem first ticketu, ne. Je pa treba vedeti, da v resnici pri eno dodatnih lastnosti VC-jev je to, da mi imamo rezerviran denar tudi za follow-on, ne, se pravi, mi ločimo na prve tikete in potem iz teh prvih tiketov določeno število podjetij potem
nekako napreduje tako, kot si mi želimo ali pa kot je pač pričakovano. In za tiste imamo rezerviran denar za naprej, kar pomeni, da v naslednjih rundah dodatno podporo dobijo. Tukaj pa govorimo potem, vsaj v tem skladu, tudi tam lahko do vse skupaj 3-4 milijone evrov, recimo. Ne. Dajva se še o donosu pogovoriti. Kakšni so običajni, kakšna so vaša pričakovanja glede donosa? Ja, ko bi rekel, načeloma, mogoče čisto za razumevanje, mi gledamo, eno je donos sklada, drugo je donos naložbe, ne. Zdaj, mi v resnici odgovarjamo našim LP-jem, a ne. Kdo so LP? LP, se pravi, ja, imaš prav. Se pravi, LP so, to je angleška beseda limited partners oziroma omejeni partnerji, to so investitorji, ki svoj denar vložijo v sklad. V resnici oni nas tudi potem iz tega vložka plačajo, da mi njihov denar upravljamo, torej izvajamo naložbe v startupe in oni pričakujejo donosa, ne. Prav na tej strani oni gledajo neko letno donosnost, recimo, se pravi ta IRR, gledajo, se pravi, večkratnik kapitala, ki ga vložijo, gledajo dejansko vrnen kapital. Skratka, to so neki taki ključni kazalniki za njih in tukaj, ne vem, koliko vas zanima, ampak recimo nek IRR za sklad je tam 20% recimo letno, petkratnik, se pravi, vloženega kapitala nekako pričakujemo vrniti na koncu oziroma trikratnik tega, kar so vložili. Torej, če bi nekdo vložil 100 000 evrov, čez 10 let oziroma 10-12 let pričakuje, da bo na račun dobil vse skupaj 300 000 evrov. Zelo tako plastično, ne, če povem. Ja, super, super. Na drugi strani pa je donosnost same naložbe, tukaj pa je stvar malo drugačna. In sicer prej sem omenil, da imamo ena ključnih razlik med angeli in skladi, je to, da imamo portfelj pomeni pač več naložb. Recimo v primeru sklada 3, ki je 30-milijonski sklad, računamo, da bo tukaj nekje med 35 do 45, recimo na koncu, ne. In deluje tako imenovani power law oziroma ta zakon moči, ker pravzaprav mi že v samem izhodišču vemo, da se pač samo en določen del podjetij prebil, a ne, skozi vse te pasti pač v poslovanju in bo vrnil, ne vem, 10, 20, 50-kratnika, ne. Velika večina firm, tam tudi do 90 in več procentov, bodo ali nekatere pač propadle oziroma jih bo treba zapreti, a ne. Tukaj lahko govorimo nekaj tam do 50% rečemo, ali pa še kakšen več. Določen del firm bo pa recimo vrnil enkrat, dvakrat, trikrat recimo to, kar je bilo investirano v njih in tista bodo nekako balansirala ta naš portfelj, ampak konec dneva tisti prvi zmagovalci, če jim lahko tako rečemo, bodo pa pač vrnili sklad in naredili tiste donose, ki jih vlagatelji pričakujejo. Tako da mi pravzaprav vsakič, ko vlagamo vsako naložbo, moramo razmišljati, ali je to naložba, ki lahko vrne tisti 10, 20, 50-kratnik, a ne. Ker end of the day, dva bosta in tista dva, ne, pač bosta zmagovalca, hkrati pa vsi ostali pač morajo imeti vsaj to priložnost. Tako da je pri izbiri startupa, v katerem investiramo, to eden ključnih dejavnikov, da pač mora imeti ta globalen potencial, se pravi, potencial eksponentne rasti, da mora biti trg dovolj velik, da mora biti pač problem, ki ga startup izbere, dovolj globalen, da lahko na drugi strani mi na nek način v tej zgodnji fazi, rečemo z izkušnjami, pa z nekimi argumenti startupa in lastno analizo in pogovori z relevantnimi pač deležniki nekako pridemo do konsenza, ne, znotraj ekipe, da to pa je priložnost, ki lahko naredi teh 10, 20, 50, 100x, kakorkoli že, no. Skratka, da lahko postane ogromna firma, ne. Okay. V glavnem še enkrat poudarjam, da če je kakšno vprašanje, kar dvignete roko, izklopite mikrofon, pa lahko rečete, kar vmes vprašate, če karkoli nejasnega. Okay, greva naprej. Velikokrat si omenil zdajle v bistvu ekipo pri investiranju. Koliko je ta za vas pomembna, ko vlagate? Mislim, kakšno težo ima? jaz bi rekel, da
najbolj pomembna ekipa pravzaprav, ne. Zdaj, če gledamo statistiko, največkrat je ekipa oziroma pač težave v ekipi so razlog, da startupi propadejo, ne. To je prva stvar. Druga stvar je to, da je nikoli ni premočrtno od ideje do product market fita, recimo, ne. Vedno vmes pač prihaja do raznih pivotov, do raznih iteracij, treba je zelo hitro testirati, zelo hitro se je treba obrniti. Tako da načeloma ekipa lahko na koncu dneva, ne, po, ne vem, 5, 8, 10 letih lahko pride do nekega dobrega rezultata. Zelo verjetno ne s tisto čisto prvo idejo ali pa ne s tisto čisto prvo rešitvijo, medtem ko če pač imaš slabo ekipo pa dobro idejo, prav problem rešuješ, se pa slej ko prej zgodi to, da bo ena druga boljša ekipa pač ta problem prej boljše rešila, ne. Tako da načeloma mislim, da tukaj ne, kakor se zdi, da je mogoče ta kura jajce problem, ga ni zares, ne. Pač dobra ekipa je kritičen element oziroma glavni element. Nekako mogoče samo še kot podaljšek tega, ne. Zdaj, če ima dobra ekipa slabo idejo, to se redko zgodi, ampak se tudi zgodi, pa tudi ni super, a ne, kar pomeni, da nekako samo dobra ekipa pol običajno, ker hitro iterira, hitro ponavlja, hitro testira, in je v resnici sposobna tudi si priznati sebi in drugim, da so šli v slepo ulico, ne, se večinoma pravočasno izvleče, pa ima še dovolj runwaya, da pač še kaj drugega proba, ne, in velikokrat se to potem nekako sestavlja, ne. Ampak kaj je, recimo, če bi rekel, kaj so ključne komponente dobre ekipe zate, za vas? Kaj je to? A je to, da so, ne vem, prijatelji, da so na kak način povezani, da veš, recimo, ali pa da rečeš, te so pa res wow. Ja, malo je odvisno, skratka, prej sem omenil, ne vem, mislim, da sem omenil founder market fit, ne. Se pravi, zdaj mi, ker primarno investiramo neko programsko opremo oziroma rešitve na tem področju, se pravi software, če skupaj po domače, v resnici velikokrat nas prepriča najprej to, da je to tehnično dovolj močna ekipa, če lahko tako rečem, se pravi, da ima relevantno tehnično znanje za problem, ki ga nekako hoče reševati, oziroma za panogo, v kateri bi želeli oziroma nastopajo. Se pravi, to panožno znanje, se pravi, da so oni zelo intimni z problemom in konkurenco in z idealno, se pravi, stranko v tisti panogi, kjer nastopajo, to je tudi zelo pomembno, in tukaj je pač nek ta founder market fit, ki ga pravzaprav na začetku še pred product market fitom iščeš v nekem pre-seedu, a ne. Zdaj, kar je zelo pomembno, saj nam se zdi, je tudi to, da vsaj nekdo v ekipi kaže izrazite, se pravi, dobre vodstvene karakteristike, in pa da ima, recimo temu, karizmo in da zna dobro komunicirati. Zakaj je to pomembno? Ker na koncu dneva prodaja zgodba, bodisi ko prodajaš startup svojim zaposlenim, bodisi ko prodajaš startup in idejo svojim bodočim zaposlenim, potencialnim investitorjem, da ne govorimo o strankah, a ne. Se pravi, ni dovolj, da ti si tehnično super, ampak moraš znati tudi to nekako skomunicirati in pač prenesti, da v končni fazi se te razume in da si sposoben zmotivirati druge ljudi, da ti pač sledijo na nek način, ne. Tudi velikokrat pravimo v VC-ju, founderji se ne zavedate dovolj, da pač mi tudi na drugi strani večinoma nekomu potem to vašo zgodbo naprej prenašamo, ne. Zdaj je to bodisi interno, pač drugim partnerjem, ali pa mogoče investment boardu, ko nekako se potegujemo za to, da se strinjajo oziroma potrdijo investicijo, ali pa kasneje, ko, ne vem, pičemo drugim VC skladom, glejte, kakšno fajn firmo imamo v portfelju, dajte jih pač poslušati, ne. Mi takrat vašo zgodbo naprej govorimo, in če pač vi v prvi fazi ne skomunicirate te zgodbe na dovolj zapomljiv pa zanimiv način, potem pač tudi mi to, skratka,
zgodba o telefončkih, a ne, malo poenostavimo, a ne. Tako da pač je zelo pomembno, da vi tukaj, se pravi, zelo pomembno, da pač founderji znajo to zadevo tudi ubesediti na pravi način. Tako da to je mogoče, kar se tiče ekipe, se pravi te mogoče karakteristik, značilnosti ekipe, potem mislim, da sem večkrat že omenil, se pravi, izjemno pomembno je, da se zavedajo, oziroma da se zavedate tega, da inovacija je pravzaprav mogoče enkrat, dvakrat, ne vem, down the line, a ne. Večinoma pa gre za iteracijo, za ponavljanje, za to, da ti neke inkrementalne korake napredka delaš, da testiraš vse, pač testiraš od svojega go-to-marketa, product featurejev, customers, vse, skratka, čisto vse, kar pač pravzaprav na nek način ti potem daš od sebe oziroma poskušaš pač nekako svojo vrednost večati in vrednost za kupce povečevati, je treba na nek način potestirati, premisliti. Včasih pač to je enostavno, pa samo koga vprašaš, pa dobiš odgovor, včasih pa enostavno pač je treba na trgu to preveriti in tukaj so v prednosti tisti, ki jim ni problem, a ne, mi temu rečemo iti ven, pa se pogovarjati z ljudmi, pa dobiti, obstaja en, mislim, da je bil Mike Tyson enkrat rekel v smislu, vsi smo super v planiranju, dokler ne dobimo ne. Se pravi, načeloma, dokler ne greš ven, pa ti drugi ne povedo, kaj si mislijo o temu, kaj ti iskreno povedo, kaj si ti mislijo o temu, kaj si ti mislil, zares pač nimaš prave informacije, ne. Tako da to je ena taka, jaz bi rekel, ko polagam na srce vsem tistim, ki želijo biti podjetniki, pač enostavno je treba se soočiti z drugimi in trg ti bo povedal. Potem pa še mogoče ena stvar, in sicer nekaj, kar zelo pogrešamo, bom rekel, mogoče celo v Sloveniji bolj kot drugje v regiji, zdaj, mogoče kulturno, kulturološko pogojeno, pa včasih tudi ne, mogoče na pravih postulatih, ampak kakorkoli, pač ambicija, ne. Se pravi, ambicija, da te ekipe, da pravzaprav se loti nekega problema, ki ga je težko rešiti, a ne, oziroma ga do zdaj še ni bilo možno, ali pa pač, se pravi, zaradi nekih tehničnih razlogov, ali pa mogoče zaradi vaše inovacije oziroma vaše rešitve, ampak pač, da se upaš tekmovati s svetom, če lahko temu tako rečem, ne. Se pravi, da si želiš ustvariti neko veliko zgodbo. Zdaj, komu dokazuješ, ali sebi dokazuješ, ali dokazuješ, ne vem, svojim prijateljem, komu pač ti poskušaš nekaj dokazati, zares ni toliko pomembno, kot je ta osnovni drive, da pravzaprav želiš zgraditi nekaj velikega, in da se v končni fazi si pripravljen se pač in, ne vem, pametnejše ljudi od sebe najemati in poslušati nasvete, se pravi visijo, predvsem pa pač poslušati, kaj ti trg govori, in pač priznati, da mogoče trg malo bolj ve od tebe, oziroma da pač so oni tisti, ki bodo na končno sodbo dali, ne. Tako da, glej, zares, jaz bi rekel, 70% vsega je ekipa v začetku, ne. Okej. Gremo naprej, ker čas gre tako hitro, da ne bova mogla vsega obdelati. Torej, govoril si zdaj o testiranju in o tem, da greš v bistvu na trg in vprašati stranke. Torej, ampak ko podjetje pride k vam ali pa še predno pride k vam, kaj so katere podatke, katere korake mora narediti, recimo, da ti rečeš, da so približno pripravljeni na investicijo? Kaj morajo narediti, predno pridejo k vam? Da ne pridejo tja in potem rečejo, to pa... Razumem, ja. Mislim, jaz bi mogoče malo drugače rekel. Se pravi, to, a so oni pripravljeni na investicijo, to zares pač v procesu pol ugotoviš, tako da mogoče, če poenostavim, pa da ne bo predolga, mi pravzaprav pred tem prvim formalnim, zdaj bodisi klicnim sestankom, kakorkoli, prosimo za pitch deck, ne. Zdaj, jaz mislim, da resursov, kaj to pitch deck je, kako ga narediti, je več kot dovolj, tako da ne bo šla tja. Dejstvo pa je, da kar bi poudaril to, da pitch deck ne pomeni, da se ti zdaj usedeš pa nekaj napišeš, ker se ti tako zdi, ampak da vsak tisti slajd, ki ga ti narediš, da ima v ozadju neko argumentacijo, neke podatke, neko raziskavo, validacijo, karkoli že. Skratka, vse, kar pač podjetnik pač da v tisti pitch deck, naj bo na nek način podprto z določeno logiko, določenimi podatki, določenimi analizami. To je ena stvar. Ko pitch deck vidimo,
Mislim, da se še ni zgodilo, pa redko kdaj se zgodi, da avtomatično rečemo ne, oziroma rečemo ne hvala, ne bomo se niti slišali. Vsaj pri nas je pač taka politika, da pač si vzamemo vsaj pol ure, se pogovorimo in damo nasvete. Mislim, da je ena od večjih težav v VC svetu je to, da marsikakšen VC ne daje feedbacka. Mi se pač ne strinjamo s tem, torej raj tvegamo, da bo nekdo hoče malo žaljen ali pa slabe volje, kakšen dan, dva. Ampak pač damo ta feedback iskreno, kar pomeni, da vkolikor potem čez nekaj časa se spet srečamo, pa vidimo, da je ekipa nekako naredila action, pa poskušala v tej smeri razmišljati, spremeniti, napredovati, potem je to top. Tako da načeloma deck je en dokument, vse ostalo pride kasneje, odnos je lahko, ne vem, mislim, zadeva se lahko zaključi v roku enega meseca, lahko pa traja tudi več let. Niso bile redke situacije, ko smo pač investirali po, ne vem, 4. touchpointu, recimo, ne. Ker smo vmes dejansko nek odnos zgradili, founderji so se obračali, so napredovali, so razmišljali, razumeli, da je treba malo spremeniti zadeve in je enostavno pač skozi čas smo jih tudi dobro spoznali in tudi videli, da so pripravljeni, so investable, no. Tako da biti investable, to je zelo tako. Mislim, da je pač del oziroma posledica nekega odnosa, ki se na nek način rabi nekaj časa, da se razvije, no. Kasneje pa mogoče data room, mislim, da vsi vedo, ali pa če ne veste, pogledajte, kaj je to data room, pač od nekih finančnih, bom rekel, projekcij, teh podpornih analiz, ne vem, do tega, kje je IP, kakšne pogodbe imate, itd., itd. Pač to so neke stvari, ki se potem sicer v due diligence gledajo, pa niso mogoče za to fazo, to kritično. Mogoče najbolj pomembno je od vseh ostalih zadev še cap table oziroma kakšno lastniško strukturo imate. Tukaj, ne vem, mislim, da ena od stvari, ki se velikokrat nam zgodi, je to, da pač dobimo cap table, kjer imajo glavni founderji samo še, ne vem, 30-40% v firmi, po možnosti ste 2 ali pa 3, kar pomeni, da vsak ima cirka 15%, to pač ni, da se ne bo šlo, enostavno pač matematika ne špila. Tako da dajte poskrbeti, da je tukaj res čim bolj clean, pa čim prej pravzaprav se pridete pogovarjati. Boljše, da pridete prej z slabšim pitch deckom, kot da čakate, ne. No, to je krasno, to sem hotel Ja, povedati, ker si rekel, da dajete feedback. Tako da, če greste na spletno stran od Silicon Gardens, imate tam en tak vprašalnik, obrazec, kjer greste skozi, kjer vidite v bistvu, kaj je v osnovi, najprej zdaj na začetku zahtevajo od vas. Tako da, in potem, če lahko dobite še kakšen feedback, pa kaj popravite, je to po mojem super. Tako, ja, se strinjam. Super. Tako da rekel si, da ste investirali lahko tudi zelo hitro, to sem te hotela vprašati, koliko je neka, taka, koliko prej naj se sploh podjetje loti iskanja investicije? Jaz bi tako rekel, čim prej se je treba z drugimi začeti pogovarjati, VC je eden od deležnikov v tem, če je to biznis, kjer podjetnik misli, da se bo financiral delno z VC-jem, potem čim prej. Se pravi, jaz bi rekel, da takoj, ko je ekipa sposobna narediti nek pitch deck, se pride pogovarjati. In mi lahko takrat ocenimo in rečemo, lej, to ni VC case, to je lifestyle business, super duper, lahko ti pomagamo s tem, pa s tem, pa s tem. S tem kontaktom, s to idejo, s tem nasvetom, ampak žal, za nas to pač ne pije vode, prej sem razlagal, zakaj, mislim, kakšne stvari pije vodo, but it's all good, mislim, nam je v interesu, da imamo čim več super podjetij, ne. Sam pač nekatere so VC, nekatere pa pač niso, ne. Tako da čim prej dajte poslati tisti pitch deck, tako kot si ti rekla, izpolnite tisto in se pogovarjajte. Lahko so to tudi pač drugi angeli, kdorkoli, no. Tako da traja pa pač, ja, saj sem rekel, lahko, če je to, bom rekel, zadeva, ki je zelo hot, je to lahko en mesec, praviloma pa je to nekaj mesecev, no, tako. Okay. Rekel si lifestyle business, mogoče sam stavek, kaj to je? Ja, mislim, lifestyle business običajno opredeljujemo kot nekaj, kar pač, bom rekel, je
mogoče nima nekega globalnega dosega ali pa pač je omejena, se pravi, velikost podjetja, nekaj, kar recimo podjetnik si misli, zdaj bom pa jaz to naredil, pa pač bom od tega živel, pa jaz pa še, ne vem, 5-10 drugih ljudi. Neka mogoče lokalna zgodba, ki je lahko zelo uspešna, ampak pač nima pa globalnega potenciala, ker bo nekdo, ki bi vložil več milijonov, potem pač tudi iskal nek exit za 100 in več milijonov. Tako, no. Skratka, nekaj, kar je lahko super biznis, ampak zares ni pa nek high growth, high potential, high risking, high reward pač biznis. No. Ok, super. Še naprej, skratka, ko investirate v podjetje, kakšna je vaša vloga oziroma koliko aktivno sodelujete pri razvoju, pri rasti, ali je to odvisno od case do case, kako imate to? Mislim, ja, mogoče mi nimamo neke zelo strukturiranega procesa, kar se tega tiče. Če smo lead investor, to pomeni, da pač smo največ vložili, običajno imamo malo več obveznosti, tudi formalno, mogoče kakšen board. Sicer pa pač, če smo ko investirali, pa so drugi večji, pa pač tudi odvisno od, bom rekel, panog, odvisno od mogoče nekega fita med našimi ali člani ekipe ali našimi LP oziroma investitorji. Zelo odvisno. Dejstvo pa je, da we care, kar pomeni, da poskušamo pomagati po najboljših močeh. Je pa res, da imamo veliko raje, če so proaktivni podjetniki, če oni vprašajo, če oni pridejo po nasvet, če oni povejo problem. Mislim, da en ključnih načinov, mislim, to je za vsako zvezo velja, se pravi, pač odprta, iskrena in pravočasna komunikacija. Če to obstaja, potem mislim, da smo lahko najboljši visi v regiji in širše. No? Okay. Torej, odkrita in sprotna komunikacija. Torej, vprašanje kako določiti vrednost podjetja, kako se s tem, kako zdaj velikrat res pride začetno podjetje. Ja, velikrat dobimo to dilemo, pa mogoče tudi bi bili presenečeni, kolikrat so ta pričakovanja ali pa razumevanje tega napačna ali pa totalno izven okvirjev. Mislim, internet obstaja, ne? Jaz ne vem, kaj ne rečem. Pač obstajajo benchmarki, ponekod točno za industrijo, ponekod, mislim, pravzaprav vse kazalnike ti povejo, koliko imaš dobro ekipo, koliko si dal s produktom oziroma z validacijo. Drugega pa skoraj, mislim, mogoče še želja samega investitorja, kakšne procente bi rad imel, pa želja oziroma ideja podjetnikov, koliko procentov bi dal od sebe, se pravi, koliko lastništva so pripravljeni prodati, če lahko temu tako rečem. Običajno so runde, vsaka runda, no, ki jo vzamete, skratka, vsaka naslednja 20% firme gre. Ne? In se pravi, dilucija, se pravi, delež se zmanjšuje vsem tistim, ki so predtem v podjetju, to pomeni na začetku pač founderjem, kasneje pa pač tudi vsem tistim vlagateljem, ki so pač down the line se pridružili. Zdaj, odvisno od velikosti runde, lahko se tukaj govorimo od 10 tudi do 25%, recimo vzamejo vlagatelji po rundi. Lahko si izračunate, ampak jaz mislim, tam nekje realno za Evropo pre-seed valuacije, rečemo, mi smo videli od 1 milijon do 5 milijonov, tudi kakšnega kaj čez, ampak recimo tam nekje 3 milijone on average, to bi bilo post-money, recimo, posta pa prino, skratka 3 mijo. Če pa je res huda ekipa, kakovostna ekipa, izkušeni founderji, drugi, tretji podjem, trg, ki ga res dobro poznajo, pa lahko rečemo, da gremo tam nekje do 10 milijonov, recimo za pre-seed oziroma seed, spet nekje tam od 7 do 15 recimo milijonov. Ne. Ampak to je zelo okvirno. Skratka, ta internet, tip, potem pa pač v nekem pogovoru z VC-jem nekako običajno podjetnik predlaga. Mi smo pa razmišljali tako, pa smo se pogovarjali tako, malo ideje, malo vprašate in vsakič, ko naredite pitch, kakšnemu VC-ju, angelu, pač povejte, kaj ste mislili in pač poslušajte feedback in nekako boste prišli, mislim, da z iteracijo tudi
do neke številke, ki na končni fazi bo sprejemljiva za obe strani. No. Ampak ja, anyway. Če hočete 20% dati, potem pač pa hočete 500 tisoč, mislim, da je stavno zračunati, koliko pač je evaluacija, ne. Oziroma, čez kaj ne morete iti, ne. Super, no, greva še mečkam, greva proti koncu. Torej, povej mi, kaj se zgodi recimo v primeru, ko neko podjetje zaide v težave, ko ne dosega pač nekih pričakovanj, nekih KPI-jev, kakšna je vaša vloga, kaj naredite v tem primeru? Se pravi, portfeljsko podjetje, ko smo Tako, že portfeljsko, investirani. podjetje, v katerega ste vložili, ja, seveda. Ja, mogoče, če se vrnem na idealne scenarije, ne, še veliko preden se pač pride do hudih težav, mi to vemo in se že pogovarjamo in že rešujemo. To je idealna situacija. Se je zgodilo tudi, da kdaj pač seveda zaradi različnih okoliščin pač temu ni bilo tako. V tistem primeru enostavno pač pol krizni menedžment, če lahko temu tako rečem, se pač usede, pogleda se predvsem, koliko denarja še na voljo, se pravi nek runway, ob obstoječi velikosti ekipe, stroški in tako naprej. Velikokrat se gre pač v neko optimizacijo stroškov, da se pač pridobi čas, a ne, ker pač katerikoli fundraising rabi čas, če si v možnosti fundraisa. Če si pa v taki slabi koži, da tudi fundraisati nima smisla, potem pa v resnici kupuješ čas, da nekaj spremeniš, da pač še nekaj probaš, a ne. Tako da večinoma so to prvi koraki. Zdaj, če bi res ne bi šlo, pol, ja, mislim, da veliko raje vidimo, da si vsi skupaj nalijemo čistega vina, če lahko uporabim to izjavo, pa si rečemo, lej, pač nekaj ni štimal, pa probamo ugotoviti, kaj ni štimal, a ne. Ker lej, zdaj pravzaprav se v tistem trenutku že poznamo, ne, poznamo founderja, oni nas poznajo in če ocenjujemo, da so bili eksterni faktorji, potem mogoče founder lahko z neko novo idejo spet pri nas zreza in bomo z veseljem dali denar, ne. Če pač vidimo, da je mogoče founder bil problematičen oziroma ekipa problematična, potem mogoče mi ne bomo, a ne, naslednjič sodelovali, ne bomo zdaj okrog hodili pa jih v nič dajali, ampak end of the day treba je tudi nek postmortem narediti, biti fair, in mislim, da je tudi v interesu podjetnika, no, da v končni fazi ne zapravi potem 8 let za eno zadevo, ki pač ne deluje, a ne, ali pa ne vem, 5 let ali pa 3 leta so veliko. Ampak si pač, če pač ne gre, pa lahko reče, da je poskusil, kar je šlo, pač zmanjka denarja, pa mnogo ne more dobiti, lej, next thing, ne. Ja, ne, zato, ker si rekel, da pač 50% načeloma računate, da... Ja, mislim, kar se nas tiče, ampak ja, to je tako, suhoparna statistika, mi to vemo, da se bo to zgodilo, pač to tako povsod je. Mi tudi nekaj denarja, pač sem rekel, da imamo na voljo in lahko tudi na nek način tako imenovane bridge, se pravi, to pomeni neko premostitveno investicijo naredimo, ampak to običajno naredimo, kadar res je neka okoliščina, ki veš, upravičuje to, da mogoče pa še ni, ne, da vidimo, da se bojo zadeve začele drugače odvijati. Če pa pač vidimo, da stvari pač ne pijejo vode, da ne delujejo zadeve, pa ne bomo dodatno investirali, pač bomo povedali ne in tudi s founderjem svetovali, da ne dobro premislijo, ali nadaljujejo s to zadevo, ali pač rečejo v redu, next thing, ne. Veš kaj, nisem zdaj še na začetku povedala, vsaj zdi se mi, da ne. A imate kakšna posebna področja, v katera vlagate, ali pa ali so zdaj neki, ne vem, neki Ja, lej, nekim trendom, pač razumem, valjda ja. pač najhitrejše Mi smo rastoče. relativno generični, kar se tiče mogoče panog, pač technology, tako kot sem rekel, eksponentna potencial, eksponentne rasti. Najlažje je, bom rekel, velike multiple dosegati na programski opremi, ker imaš pač tisti marginal cost, ko enkrat pač produkt narediš, ga prodajaš, pač nimaš teh stroškov samega produkta. Tako da mi pravzaprav najrajši vidimo, kot sem rekel, tehnično podkovane ekipe z nekim takim produktom, kjer je tehnologija vključena in tehnologija pomeni nek moat, se pravi neko obramben mehanizem, a ne, se pravi, da je tukaj ali neka inovacija, ali nek proces, ali neka enostavno znanje, ki ga je težko skopirati. Zdaj, glede na to, kako je ekipa sestavljena, se pravi, pokrivamo tako B2B kot B2C, se pravi business to business, business to customer, mogoče SaaS, se pravi ta software as a service, je ena klasična kategorija, marketplaceov imamo kar nekaj, se pravi tržnic imamo kar nekaj, potem pa se pravi D2C, direct to consumer, to bi bil nek
lahko tudi neki inovativni produkti, recimo Bird Buddy, če ga poznate, je direct to consumer, kjer se produkt prodaja direktno uporabnikom. In pa ta zadnja stvar, mogoče še se pravi apps and games, kar pa pač prihaja iz tega, da je dober del ekipe in vlagateljev včasih v Outfit 7 delov in je tukaj izjemno veliko znanja. Tako da tako nekako, no. Spet, nismo pa malenkostni, ker relativno majhen trg, mislim, da denar je več kot dovolj, pa ne samo pri nas, nasploh je denar je več kot dovolj. Dobrih ekip, dobrih produktov manjka oziroma pač reševanje ta pravih problemov manjka. Tako da zares, kdor misli, da ima dobro ekipo, pa dober problem rešuje z v redu rešitvijo, pač ne se prije pogovarjati. Če neš drugega, ga bomo usmerjali na prav naslovno. Krasno, evo, lepo slišati take spodbudne besede. Jaz bi še predala še vprašanja udeležencev. Ima kdo kaj za vprašati? Zdaj imate priložnost. Ne vsi naenkrat. Preveč so bila izčrpna, to je vedno problem. Ja, Jaz lahko kaj povem. ja, super, evo. Živijo, Jan, Prvi tukaj. pogumen. Živijo, Jan. Jaz bi se sam zahvalil za te res take valuable insighte, jaz sem začel investicijo iskati ne pol leta nazaj, pa sem zdaj v bistvu bolj ta segment pa Fox poznal, pa je tole danes mi ful koristilo, pa se mi zdi, da je tak lep povzetek, kar sem se naučil recimo v tem pol leta. Drugače sem pa tudi Kristjana spoznal v Beogradu, od vašega sklada, pa Izeta v Zagrebu zdajle, pa v četrtek imamo pitch na Demo Dayu v Mariboru, ker sem videl, da boste tudi vi prisotni. Ja, bo Kristjan tam. No, vidiš, te pravi, delaš pravi korake, lej. Mislim, da vsi v ekipi podobno, tako kot sem jaz danes razložil, razmišljamo. Ključno je to, da se pogovarjaš. Tako da jaz upam, da pa če nekega dne boš tudi prišel na mizo za investment committee in da te bomo podprli. Ja, se mi zdi, da smo bili, ko sem začel kontaktirati vse sklade, pa tako čist malo na prezgodnji točki, samo kakor ste tudi vi prej omenili, da je treba iti čim prej v svet, pa da se dobi feedback in zdaj točno vemo, kakšne korake pa KPI-je moramo doseči, da dokažemo, da je pač stvar scalable in pol od tam naprej, ne. Tako da je v bistvu tako, tudi danes, ko sem slišal, da bolj, da je samo iz slabim pitchom se pride, pa se dobi feedback, kakor pa da se čaka. Ker pol je v bistvu tisto čakanje točka zero, ko se začne naprej, ne. Tako, mislim, to je zelo podobno kot ta famozni MVP, a ne, ko se vsi pol vprašajo, koliko je treba produkt narediti, da bo nekako, bo še to confident, da ga lahko daš ven. Mislim, res čim prej, tudi če ne deluje vse tako, ko mora, tudi če ni vsak feature, ki bi lahko bili, pač treba je najti tako imenovani killer feature, tisto, kar res misliš, da je odločilno, feature, zdaj za software govorim, ampak pač tisti en problem, ki ga misliš, da je najpomembnejši, da bodo ljudje najbolj na njega skočili, tisto pač probaš vendar, tudi če ni dokončna rešitev, samo zato, da potestiraš in da pač imaš neke podatke, predvsem zase, ne za VC, za VC pride pol na konc v igro, ne. Kot podjetnik moraš svoj čas ceniti, mislim, kot človek moraš svoj čas ceniti, ampak predvsem kot podjetnik moraš se zavedati, da pravzaprav imaš zares omejeno količino in časa in tudi šotov za VC in I guess tudi z svojimi co-founderji, a ne, teh ni na pretek, tako da res polagam na srce to, dajte raje najprej več časa iskati dobre zadeve, pa dobre co-founderje, kot da pač gradite, pa bom rekel, porabljate čas. Ja, da se temelj je dobro postavil. Yes. Ja, Jan, držimo pesti zate, no. Ja, hvala. Imamo še eno vprašanje v chatu. Kaj v slovenskem startup podpornem ekosistemu manjka, če sploh kaj? Sprašuje Žiga. Kaj manjka v če kaj manjka? Startup ekosistemu? Jaz mislim, da ne manjka. Jaz bi rekel, da definicija podjetnika je nekdo, ki je eno radoveden, drugo pa rad rešuje probleme in težave. Tako da načeloma pač manjka nič ne. Mislim, ker slovenski ekosistem je del širšega regionalnega ekosistema, je del širšega svetovnega ekosistema, kakorkoli gledaš, pač povsod se najde, če veš, kaj iščeš, torej pač če znaš opredeliti, kaj iščeš. Tako da jaz mislim, da nič ne manjka. Imamo
imamo ta osnovni SPS, ki pač pomaga na se pravi P2, ne, ali kako se zdaj že imenuje, ki pač pomaga čisto na začetku, ti da neke osnove, imamo kar nekaj inkubatorjev, akceleratorjev, oziroma pač bolj inkubatorjev, no, ki na nek način te vsaj mogoče postavijo na realna tla v določenih zadevah. Mislim, da VC, dobro, vsaj za nas lahko rečem, smo toliko odprti, da res, kot sem rekel, zelo zgodaj se lahko pogovarjate z nami in smo veseli, če se. Mislim, da tudi angelska mreža, mislim, da ste prejšnji teden imela to temo, ne, da deluje kar dobro. Tako da jaz ne vidim pomanjkljivosti. Jaz mislim, da je bolj nek kulturološki ali pa mentalni ali pa ta preskok v samih podjetnikih, da pravzaprav ste vi odgovor. Ne. Mislim, pač podporno okolje je, kar je, in treba je enostavno skozi njega pluti. Jaz mislim, da tudi denar je zadovolj, oziroma denar je še preveč. Torej, samo radovedno naprej in vedno pridejo potem odgovori. Ja, ne, tako da tudi, če ti manjkajo design partnerji, ker recimo Slovenija ni ravno prav velika država, pa nimamo, ne vem, raznih Met in Googlovih centrov, ne, tukaj pač imaš pa okolje, imaš pa, ne vem, Zagreb, pa imaš v Beogradu, pa imaš ne vem, na Madžarskem, Budimpešti, na Dunaju itak. Tako da in najti človeka, ki te bo povezal s pravo osebo, je umetnost mreženja, umetnost tega, da še enkrat več greš ven, se pogovarjaš, da hodiš na evente, da poslušaš nasvete, da vprašaš vsakega, s katerim se pogovarjaš, pa se ti zdi, da bi lahko vprašaš enostavno, s kom bi me pa še lahko povezal. Ne vem, mi imamo eno tako pravilo, da vsakega, ki ga spoznamo, nekako, da ga vprašaš, zdaj mi še 3 kontakte, s katerimi bi me povezal, pa še nisem povezan. Ne. Tako širiš to svojo mrežo in very valuable. V resnici pa enkrat, ko se tega lotiš, vidiš, da ljudje so zelo veseli, če ti lahko pomagajo. Če jih vprašaš, ti bojo pomagali. Tako da je treba to kar negovati na vseh pač področjih, od produkta, ekipe do pač VC-ja in tega podpornega ekosistema. Super. Imamo še kakšno vprašanje, kakšen komentar? A bi še ti kaj dodal, Krešo? Sva kaj spustila ključnega, kar, ne vem, bi mogoče ena taka mlada podjetja mogla vedeti o investiranju? Pa sva kaj... Mislim, da ne. No. Jaz mislim, da edino, kar še moment, ki se meni zdi osebno izjemno pomemben, je to, da pač eno je to, da problem, ki ga nekako probate rešiti, vam mora nekaj pomeniti. Ne. Velikokrat pravzaprav pozabljamo na to, da nismo roboti, ne mi, ne vi, v končni fazi tudi ne kupci, ne. In bolj, ko boste nekako poistoveteni s problemom, to ne pomeni, da ga morate nujno imeti tudi vi, ampak bolj, ko ste poistoveteni s problemom, lažje boste nekako razmišljali o njem, lažje boste ljudi o njem prepričevali, o njem komunicirali in tako naprej. To se mi zdi zelo pomembno, da pač vam je blizu. Druga zadeva pa, ki nekako bi jo izpostavil, je pa se pravi povezana z ekipo. Zdi se mi, da ti si mislim, da celo reče na začetku, ne, morajo biti to dobri prijatelji, ne. Ja. Mislim, fajn je, a ne, če rečeš, zdaj sem pa jaz z nekom, bom rekel, imam neke izkušnje, sem delal skupaj, pa sva postala prijatelja. Super, ampak to ni, enostavno morata funkcionirati skupaj v delovnem okolju, lahko pa po službi greste pa pač vsak svojo pot, oziroma ne vem, občasno, ne vem, ko se reče, na pivo ali pa na kakšen trening. Dajte res razmisliti, ali imate prave co-founderje. Oziroma, če imate vi določena znanja, določene karakteristike, določene izkušnje, dajte na papir, razmislite, kakšen profil potrebujete, da ko boste prišli do enega VC-ja, bo rekel, ti imajo pa pokrita vsa ta ključna področja, pravim, tech, hack, pa pač nekdo, ki bo marketing zganjal, oziroma pač nek go-to-market delal. To je izjemno pomembno. Se pravi, mislim, da sem rekel 70% pač ekipa, vsaj kar se meni tiče, drži, tako da res dajte dobro ekipo zgraditi. To je nekaj, kar vam mislim, da ne smete pač spustiti. Torej, raznoliki profili oziroma različna znanja, ne, morajo biti. Tako, da se pač dopolnjujete in da v končni fazi tudi razdelite si obveznosti, razdelite si stres. Mislim, stres je ogromno lahko, ne.
končni fazi tudi delo, ko enkrat pride do due diligence, ne, da ne bo zdaj samo en te počel pa razlagal, ampak ne vsak svojo poovna, se pravi, si lasti svoj del in končni fazi, tudi ko boste rasteli, ne, ker v startupih oziroma pač v napredku podjetja vedno so faze in z 3 na 10 je eno, z 10 na 20 je pa drugo, ne, in pač če ste vi pravilno razporejeni že v začetku, boste tudi veliko lažje te korake delali in kasneje tudi potem middle management in tako naprej delali. Tako da je to counts. To je pa ena stvar, ki se mi zdi, da na začetku malo visi, no. Ja, to je ravno prejšnji teden Nina govorila o tem iz poslovnih angelov, kako so pač procesi pomembni, no. Yes. Ona stavi na Tako, procese, to je tako, ja. ker če pač trije to še nekako zmorejo, ko prideš enkrat na 30, je pač zgodba drugačna. In če ni procesov, je... Tako da, če pa že v osnovi en, ki je lastnik, drugi so pa mogoče na nekom manjšemu ESOP-u, pa ne bom rekel, intimno povezani s podjetjem, pa težko pač pol pričakovati, da bodo ti ljudje, oziroma težko, pač rizike večji, da ne bodo, ne, naredili vsega za to, oziroma da imajo kakšen plan B, relativno enostavno, ki ga lahko povlečejo, ne. Tako da, evo, toliko mogoče, no, saj verjetno se še da kaj, jaz mislim, da je najbolj smiselno ponoviti to, da smo na voljo, mene lahko na LinkedInu najdete, lahko pišete na kreso.gotovac@silicongarden.com. Obrazec je Elvisa omenila, tisto vse pride ali do Kristjana, včasih do mene, včasih koga drugega, ampak vedno pogledamo in odgovorimo. Tako da mogoče je kakšen dan treba počakati, malo biti potrpežljiv, ker je veliko nekaj inbounda, ampak držimo se tega, kar pač tudi govorimo, se pravi, odgovorimo, damo feedback. To je to, krasno. Yes. Denar je, feedback je, znanje je, tako da sam gasa naprej. Hvala lepa vsem za udeležbo. Krešo, hvala tebi za vse dragocene informacije. Se vidimo v kakšni drugi priložnosti.